Živja. Dan. Živja. Pozdravljena na osnovni šoli Franca Rozmana. Stanete v Ljubljani. Midva sva pa slišala, da ste vi zelo dobri v izdelovanju papirnatih letal, pa se bi tudi rada sama naučila. Mi delamo veliko stvari iz papirja, med drugim tudi letala. Kako se izdela papirnato letalo? Začeli bomo z enim modelom, ki mu rečemo raketica, potem kasneje bomo naredili pa še jadralno letalo. Začnemo tako, da postavimo A4 format tako, da sta zgoraj in spodaj daljši stranici, nato pa navzgor prepoloviš. Pomembno je, da si zelo natančen, da greš iz sredine z roko navzdol, razpreš in na eni strani narediš neke vrste špičko. Se pravi do sredine, potem pa to ponoviš na enak način, s tem, da paziš, da spodnje prepogibe obdržiš na istem mestu. Še enkrat do sredine, tokrat moramo biti pa še malo bolj pozorni, zato ker postane papir debelejši. Nato prepogneš po že obstoječem prepogibu in narediš krilca. In to je to. Raketica je narejena. A s temi letali vi tudi tekmujete? S temi letali tekmujemo, sicer je pa na spletu še vrsto drugih modelov in si učenci sami pogledajo, z katerega bojo naredili in s katerim bojo tekmovali. Imamo pa dve osnovni verziji, to se pravi puščico ali raketico, ki je namenjena daljinskim metom, in pa jadralno letalo, ki je namenjeno, koliko časa bo letalo jadralo oziroma koliko časa bo v zraku. Kakšne discipline pa so na tekmovanju? 3 osnovne discipline. Met na daljavo, ki ga upravimo z bolj špičastim letalom, z raketico ali puščico rečemo. Met na čas, ki ga upravimo z jadralnim letalom. Potem imamo pa še eno disciplino, kjer se postavi na tla stožec v približno 10 metrov razdalje in vzamemo puščico in bližamo do stožca. Se pravi, tam se pa odmeri odmik. Vse 3 discipline se poveže kot nek mnogoboj in se točkujejo. Se pravi, na koncu zmaga tisti, ki ima največje število točk. Torej, za jadranje bi bilo boljše drugo letalo. Ja, prav imaš. Če narediva drugo letalo, ravno tako A4 format list, začetek je enak kot pri raketici in sicer narediš na eni strani špičko, zgoraj in spodaj, a potem pa stvar gleda majčkeno drugače. Špičko postaviš proti sebi in prepogneš navzgor s strani do zadnjega prepogiba zopet prepognemo in pospravimo na nek način špičko nazaj. Enako naredimo tudi na prejšnji strani. Zopet špičko postavimo proti sebi, nato pa jo prepognemo do sredinskega prepogiba. Kaj pa, če se ti letalo med tekmovanjem uniči? To ni noben problem. Lahko imaš pripravljenih več letal, enega ali 2 ali več, in vzameš drugo letalo. Se pravi, vse poskuse lahko upraviš z enim letalom ali z več letali, ki jih imaš pripravljene. In smo že skoraj čisto na koncu. Manjkajo nam samo še stranska krilca. In poglej, čirule čarule, mi smo dobili naše jadralno letalo. Evo, narejen je. Skoraj. Za črto se postavite, vzamete letalo, eno nogo daste naprej, dvignete roko in vržete. Vrži. Odlično. No, pri drugi disciplini, kjer pa gremo na bližanje, pa imamo zopet puščico, ki je najbolj točna. Stopimo za črto in skušamo čim bliže stožca vršiti. In sedaj nas čaka še jadranje. Pri jadranju pa imamo primerno jadralno letalo, s katerim mislimo, da bomo dosegli najdaljši čas jadranja. Z obema nogama stojimo na tleh, se pripravimo in vržemo proti stropu. Ko spustimo letalo, se ura prižge, ko pade letalo na tla, se ura ugasne. 3, 4, 5!